skratka, zelo malo so se taki, kot so bili nadgrajeni, uporabljali. Prodaja se vseh 30 nadgrajenih tankov z 2 tanki šolskimi, to je v paketu. V Republiki Sloveniji imamo sprejeto uredbo, kar se tiče prometa in po domačem povedano trgovine z vojaško oborožitvijo in opremo. Ta je v celoti implementirana po evropski zakonodaji, po direktivi, torej vse države EU imajo identično direktivo. Skratka, ko govorimo znotraj EU, gre za pa med državami, gre za prenos vojaške oborožitvene opreme, tisti, ki ima dovoljenje za to in država, končni kupec, bo mogla biti na seznamu odprtih držav. Privat lahko zasebniki, so tudi te variante, vse jih tudi poznamo, kot zbiratelji. Tudi imamo veliko teh primerov, to, ko smo zdaj v zadnjih 2 letih prodajali, da so res zbiratelji kupovali po en kos tega orožja. Tudi oni morajo biti uradno registrirani, ker tem zbirateljem se preda orožje trajno nesposobljeno in zato so jasna pravila. Je pa tudi informacija v javnosti, skratka pričakujemo za ta paket in te oklepne tehnike več kot 15 milijonov. Skratka, to je eno izhodišče, zdaj odvisno od koliko bo konkurence med sabo, se lahko dosežejo tudi dosti višje cene. Imate mogoče še podatek, koliko recimo vzdrževanje takih tankov stane? Ja, zdaj bom približno v primeru uporabe. To prvo, kar je glavno pri teh tankih, je problem, da so vzhodnega porekla. Vzdrževati danes motor, pa te transmisijo, pa pogonski del je izredno težavno. Lahko bi dobili kakšne rezervne dele iz starih zalog, ko je kvaliteta verjetno problematična, predvsem teh gumijastih delov, elementov. Lahko se naredijo kakšne alternative, vendar, ko primerjam približno te izkušnje, ker sem tudi na koncu pred 15 leti vodil to področje, bi lahko ocenili med najmanj 50 pa 100 tisoč evrov, bi lahko stali. V primeru normalne uporabe in tako naprej. To so ogromni stroški. Prodajate tudi BVP-je, za kakšna vozila gre in koliko jih je? Borbeno, zdaj bom rekel po pravem originalnem razilu, borbeno vozilo Pješadije. 80 gre za 39 vozil, ko so tudi konzervirani približno od leta 2003 do danes. Vozila so v dobrem stanju, skratka, to še enkrat moram poudariti, Slovenska vojska izredno dobro je skrbela in tudi dan seveda skrbi za vzdrževanje te tehnike in so praktično vsi v voznem stanju, so v odličnem stanju in kadar pridejo eni zainteresirani, saj smo imeli tudi take različne obiske, so bili izredno pozitivno presenečeni nad stopnjo vzdrževanja, bom rekel, nad zanesljivostjo, nad delovanjem v bistvu vseh teh sistemov. To je to. BVP jih je 39, skratka v paketu smo rekli, pričakujemo več kot 15 milijonov, seveda čim več dobimo, bomo imeli več možnosti, da to, kar nam je glavni cilj, da ko prodamo oklep, da tudi kupimo oklep. Da sledimo temu srednjeročnemu obrambnemu programu 2016-2020 in kupimo tehniko za bataljonsko bojno skupino. Skratka, ta sredstva se bodo porabila namensko? Da, čisto namensko, ja namensko, se prav reče namenska sredstva, prioritetno se bodo porabili za te namene. Zdaj, odvisno od samega prihodka, ker gre za prihodek neposrednega proračunskega uporabnika, skratka Ministrstvo za obrambo v tem primeru dobi. Tudi ta sredstva se praviloma prenašajo iz enega proračunskega leta v drugo, naslednje, pa tudi kasneje. In to je tisti pozitiven v bistvu učink tega. Računate pa, da bodo prodane novembra? Ja, vedno smo optimisti, ja, zakaj pa ne. Kar se tiče teh tankov, zelo pomembno je v bistvu, da to je stara tehnologija. Skratka smo rekli, med 60 in 70 letom so bili narejeni, model 55-letnik in s to nadgradnjo, ko je bila narejena, se je nov sistem za upravljanje z ognjem, aktivni oklep, ko ga je treba tudi vzdrževati in je izredno zahteven, je nova cev. Pa še kakšne druge komponente so v tem. Motori so nekoliko bili nadgrajeni. Vendar, ko primerjamo te tanke M84, ko so proizvedeni od tam 85. leta do 87. leta, ko so bistveno mlajši, so ti neprimerno slabši, bom rekel, taktično od tistih M84. Ti tanki, čisto na kratko informacijo, je največja hitrost približno, govorim, 35 km/h, tistih je pa 65 km/h.
kljub temu, da so oni težji od teh. Skratka, je motor, mislim, da je cirka 700 konjskih moči, pri tem je 420 konjskih moči. Skratka, bistveno bolj operativen je tank M84, kot je ta tank. M84 pa ne prodajamo. V tem trenutku jih imamo nekaj v operativni uporabi, skratka Slovenska vojska jih uporablja. Tam je pa tudi večja cev, večji kaliber, skratka bolj učinkovit kot 105, tam je 125. Problem je pa tudi na teh, da imamo tudi mitraljezije, ne NATO kaliber, 7,62, tudi 12,7, ne NATO kaliber, in to so seveda vsi tisti dejavniki, problematika z vzdrževanjem, nemogoče je dobiti skoraj danes rezervne dele oziroma bi bilo predrago. Tukaj si jih najprej piše. Bom pa spravil. Kakšna šansa, da se prije noter, se da v tank? Ne. Oborožitev je pa isto, ruska stara, ne NATO kaliber, top 20 mm, ne NATO, mitraljez 7,62 in mitraljez 12,7. Sem še polabres. Ok. Super. Super. Super, evo, zdaj pa smo vas res nekaj. Vse za to.